Dober večer, pozdravljeni vsi, ki ste se nam že pridružili, tisti, ki še pridete in tisti, ki nas boste morda gledali oziroma gotovo gledali z zamikom ali ponovno. Torej, pozdravljeni v imenu organizatorja založbe Pivec na tej zelo zanimivi okrogli mizi o komunikaciji, ki je gotovo da ena izmed najpomembnejših tem ves čas življenja, v tem zadnjem obdobju pa prav gotovo še posebej. Mogoče samo besedico dve o založbi Pivec. Lani smo vstopili oziroma praznovali polnoletnost, torej zdaj že korakamo proti 20. In v tem času je naša kolegica Zala Stanonik, ki je urednica knjige, ki je nocojšnje izhodišče za to okroglo mizo, Abir, oziroma morda jo preberemo tudi drugače. Torej je res tako lepo uvedla področje literature za otroke in mladostnike in veseli smo, da so nocoj z nami, seveda vsem znana klinična psihologinja dr. Ljubica Marjanović-Umek. Dober večer. Potem je tukaj logopedinja, gospa Ema Erzar-Vidmar, tudi vam dober večer. Vse tri pa bo skozi ta pogovor povezovala, sem tudi zelo dobro znana, Carmen L. Oven, ki je komunikacija zelo blizu in ki jo zelo dobro obvlada. Vidim, da ljudje še kar prihajajo, česar smo vse zelo vesele. Carmen, zdaj pa kar vam prepuščam besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa Milena, in čestitke voščilo ob polnoletnosti založbe. Moram reči, da ko ste me pobarali, da bi vodila okroglo mizo o komunikaciji preko Zooma, imam vedno to težavo, pa kako o komunikaciji pravzaprav govoriti prek Zooma, ker je tako zelo povezana, kot vidite, samo z delom mojih rok v tem trenutku, s celim telesom. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker pravzaprav otroci, danes bomo predvsem govorili o tem, kako komunicirati ali pa učiti otroke komunicirati med sabo, drug z drugim, z nami, kako se sporazumevati. Otroci najprej gledajo, pa ne samo otroci, tudi mi, in na nek način se tukaj lepo kastriramo, ker si damo samo obraze, po drugi strani pa komuniciramo tudi takrat, ko ne vemo, da komuniciramo, tudi v vsakdanjem življenju, vsak gib, vsak pogled, vsak obrat stran je komunikacija. In zelo sem vesela, da sta z nami, tudi jaz sem vesela, zaslužna profesorica doktorica Ljubica Marjanović-Umek, kot ste že omenili, Milena, in pa logopedinja, profesorica logopedije in surdopedagogike Ema Erzar-Vidmar, tudi že magistrica. Skratka, in mama 2-letnika, kar je zelo bistveno, otroki na nek način preizkušati tisto, kar si v teoriji se učil, stvar včasih izgleda malce drugačna. Pa bi začela mogoče kar z vami, gospa Umek, Marjanović-Umek. Omenili ste mi takoj, da je slikanica Abir, pa če opazite tole puščico, bi lahko prebrali tudi v drugo smer, kar je pravzaprav bistvo te slikanice. Besede, ki se berejo, nekaj od teh, ki se berejo enako iz obeh strani, ta ni taka, torej Abir ali riba. Omenili ste, da vas je pravzaprav ta slikanica na nek način pritegnila, da vas je navdušila, če lahko rečem. In če znotraj tega mogoče prvo vprašanje, kakšno povezavo ima ta komunikacija, torej učinkovita, dobra, lepa, ali pa sporazumevanje z branjem?
Dober večer tudi v mojem imenu. Če mi dovolite začetka čisto samo ena drobcen popravek, da mi ne bo kdo očital, da se narobe predstavljam. Nisem klinična psihologinja, razvojna psihologinja, ampak to ni zdaj najbolj ključno. Bom vsekakor se navezala na vaše vprašanje. Ja, ta slikanica me pravzaprav kot celota res zelo, zelo pritegnila, ker se mi zdi, da omogoča zelo različne načine sporazumevanja z otroki v času skupnega branja. Torej, pri skupnem branju je zelo, zelo pomembno tako besedilo kot ilustracija. In če primerjamo v tej slikanici besedilo in ilustracijo, se težko odločimo, katero bi brali. Namreč ilustracije sporočajo nekaj drugega, kot sporoča samo besedilo, oboje pa seveda daje to rdečo nit celotni zgodbi, ki obravnava zelo občutljivo in zelo, zelo pomembno vsebino, o kateri bi lahko v zadnjih 2 letih ure in ure govorili. Torej, pri skupnem branju je po moji presoji sporazumevanje zelo ključnega pomena, ravno zato, ker kakovostno skupno branje nikoli ne razumemo kot branje samega besedila od prve do zadnje besede v knjigi, ampak razumemo kot interakcijo. Nekateri celo govorijo namesto o kakovostnem skupnem branju, o interaktivnem skupnem branju. Razumemo interakcijo med temi našimi malimi poslušalci, ki pa so hkrati tudi bralci, vendar ne v pravem pomenu besede, in pa odraslo osebo, ki otroka spremlja skozi knjigo. In to ta aktivna udeležba, ta interakcija otroka z knjigo in z odraslo osebo je vzpostavljena takrat, ko odrasla oseba zmore vključiti sporazumevanje z otrokom tudi na tej ravni, da ustavi branje, da ga opazuje, ko on pravzaprav gleda besedilo, ki ga ne zna prebrati, in slike, ki jih bere, in ne vemo, kaj bere na slikah. Torej, da ga opazuje, da se ustavlja, da mu daje besedo, da mu določene besede razloži, da ga spodbudi, da naredi neko asociacijo morda na neko okolje junaka, ki ga je že kje drugje srečal, da on napove, kaj se bo zgodilo, da on pove, kako bi on se počutil takrat, ko bi doživel nekaj podobnega kot junakinja v knjigi. Tako da možnosti, ki jih knjige nudijo za sporazumevanje, je res zelo, zelo, zelo veliko, in mislim, da jih kakovostna knjiga deloma že vključuje sama po sebi oziroma nagovarja. Bralec, ne odrasli, seveda neobčutljiv, da ne bi otroka vprašal v tej slikanici, kaj pa je to na slikah, a mi pokažeš to in ono, kako se ta in ta junak počuti, in s tem je pravzaprav vstopil v svet otrokovih misli in pa otrokovih čustev, in ne samo v svet poslušalca v tem najožjem pomenu besede. Gospa Erzar Vidmar, kot logopedinja ste pravzaprav vsak dan v stiku z otroki. Z otroki, ki jim je besedni svet včasih zalogaj, ker morda ne morejo izgovoriti, kar bi želeli, morda jih niso naučili niti ubesediti. Ali pa, moje vprašanje je, kaj je tisto, kako vi opažate, recimo, ko pridejo otroci s te vrste težavami, ali berejo ali ne, ali so jim brali ali ne, ali imajo neko afiniteto, neko ljubezen do slikanic, do branja. Se to pozna? Pa ne, da bi zdaj karkoli obsojali, samo ali se to pozna, recimo, pri vašem delu? Ja, seveda se pozna že samo pri samem izražanju, na izbiranju besed, besednem zakladu, potem že to, kako otrok prime knjigo v roke, s kakšnim odnosom je s knjigo, da ve, da beremo od leve proti desni, da zna listati knjigo. Sam ta fizični stik s knjigo je tisti prvi, ki nam nakaže sam odnos otroka do knjige, kako doma, če berejo, če ne berejo. Lahko tukaj je tudi zelo pomembno, da omenim, da izbiramo tematike, ki so otrokom blizu, ki so primerne za določeno starost. Če vidimo, da je otrok slabši bralec, da ni imel
stika s knjigami, da izberemo nekako lažje knjige, da mu bralno zmožnost glede na njegovo situacijo v danem trenutku, a ne. Potem z mlajšimi otroki se potem tudi jaz poslužujem raznih iger z lutkami, da samo knjigo, slikanico delamo preko igre, kako, kot je že gospa Ljubica omenila, a ne, da vidimo, kako so oni doživeli zgodbe, da se postavimo v razne igre vlog, da poimenujemo čustva, in v bistvu, da se o sami temi res pogovorimo, no. No, a bir, torej ugotovili smo že, da je to riba, je pravzaprav eden od 3 ključnih likov v tej slikanici, ki je na nek način na začetku še skrit, ker je pod ledom, namreč zgodba gre tako, da je prašič po dolgčas, oziroma ne dolgčas, tako lep dan je, da bi šel drsat, s sabo na zaledenelo jezero povabi še kravo, prijateljico Adelo. Skratka, in gresta. Imata dogodivščine takšne in drugačne in nenadoma se pojavijo pod ledom oči. In tu se pravzaprav šele zgodba zares začne, ker te oči potrebujejo pomoč. In tu se pravzaprav začne tudi zgodba sočutja, prepoznavanja, komuniciranja, ki pa se začne z nesporazumom. Ampak kaj se mi zdi ključno pri tej zgodbi teh 3 likov je, da prašiček in krava, ki ne razumeta, kaj ima želi, namreč riba zapisuje v spodnji del ledu svoje besede, da, torej ravno obratno, kot jih vidimo mi, vidita ona dva na gladini jezera oziroma na ledu, da prašiček in krava ne obupata, kljub temu, da ne razumeta. Je hecen, to pa je ena čudna, močeni krokodil, pa še kaj, ne vem kaj, skratka. Ta trenutek oziroma moment tega, da ne obupamo, ko smo v nesporazumu. Se mi zdi, da je to pogosto pri otrocih, ki se ne morejo do konca izraziti, ne znajo ali pa si ne upajo, se potegnejo nazaj, posebej, če se čutijo nerazumljene. Kaj takrat, doktorica Umek, kako učiti otroke komunikacije, da v njej vztrajajo, da se v njej uresničujejo, da se ne potegnejo nazaj, če je recimo ob njih nekdo retorično močnejši, ker otroci so zelo različni in jih drugi pogoltnejo, čeprav imajo kaj povedati. Ja, sporazumevanje je tako ali tako osnova našega socialnega življenja, oziroma sploh osnova tega, da lahko živimo v neki skupnosti, v neki družbi. Če se med seboj ne zmoremo sporazumevati, potem pa živimo lahko samo v svojem bodisi lastnem miselnem svetu ali pa sicer socialno, v navednicah, individualnem svetu, kar pomeni, nas drugi ne zanimajo, nas ne pritegnejo, nas oni ne potrebujejo, mi jih ne potrebujemo. In zato se zdi, da je zato, da bodo otroci lažje komunicirali, da se ne bodo potegnili nazaj, da bodo uporabili govor kot sredstvo za odprto komunikacijo, ne glede na to, ali z poznanim otrokom ali nepoznanim ali z odraslo osebo, ključno podkrepiti njihov socialni razvoj. Otrokov socialni razvoj, pa zlasti z vidika tega, da se otroci v skupinah morajo učiti samostojnega sporazumevanja. Torej, da se v bodisi dialogu ali pa kasneje v tudi manjši skupini namesto otrok ne pogovarjajo odrasle osebe. Vstopiti v ta pogovor, če tudi v začetka na način, ko ga morda drugi otroci ne bodo razumeli ali pa on drugih ne bo razumel, in se učiti pravzaprav te veščine v skupini, veščine poslušanja in pa govorjenja, ker se jih pravzaprav preko
naprimer zaslona, to, kar delamo zdaj vi, ali pa zgolj in izključno v komunikaciji z odraslo osebo, ne bo nikoli naučil, tega ne bo vešč in se bo vedno bolj umikal od situacij, v katerih bi moral uporabljati sporazumevanje oziroma si to veščino pridobiti za tudi kakšne druge, globje namene, ne zgolj zato, da si izmenjamo nekaj mnenja. Zato se mi zdi pomembno, da delamo vsaj dve zadeve, da otroka poskušamo v teh socialnih skupinah narediti čim bolj občutljivega na to, da imamo v skupini več otrok in da so ti otroci različni med seboj. Torej, jaz sem različen od drugega, on je različen od tretjega, oba so različna od tega prvega in podobno. Občutljivega pa na ta način, da začenja že otrok relativno zgodaj, že v drugem letu razvija to empatijo, da opazi, da nekaj čuti do tistega otroka, naprimer, ki tam joka, onega otroka, ki tam vriska od veselja in podobno, in da se na te njegove zaznave teh različnosti otrok odzovemo, ga spodbudimo, ga pohvalimo, ojačamo, to njegovo vedenje. To je ena zelo, zelo pomembna zadeva. In druga pomembna zadeva je, da ga zlasti tam po 4. letu starosti delamo čim bolj občutljivega na to, da on tudi sliši, ko se otroci med seboj pogovarjajo, da lahko drugi otroci o isti stvari mislijo drugače, kot misli on, da lahko drugi otroci isto stvar doživljajo drugače kot on, jo drugače čutijo in samo te dve podlage, ki ga imenujemo teorijo uma, omogočata otroku, da bo se počutil v socialni skupini dobro in zato, ker se bo počutil dobro, bo vzpostavljal socialne interakcije z drugimi, torej bo komuniciral, ker bo komuniciral, ga bodo drugi otroci sprejeli in se to pravzaprav v neki spirali, ta odnos podkrepi, je vedno močnejši in taki otroci pravzaprav uživajo v tem, da se lahko pogovarjajo z vrstniki, pa ne glede na to, da niso prvi govorci vedno oni, ampak ravno v tem, da so poslušalci in govorci. Gospa Erzar-Vidmar, ta knjiga seveda ni brez razloga na seznamu kakovostnega branja, prejela je lani tudi zlato hruško, prav tako je na seznamu bralne značke in posebnost te knjigice je tudi recimo, ne vem koliko boste videli, ampak ko zapiše prašiček svojim kopicam na led živjo, se Abir spodaj odzove z ojviš. Torej, če slišimo samo ojviš, nam niti ne pride na misel, kaj pravzaprav je, ko pa seveda preberemo, vidimo napisano, to se pravi, vidimo podobo na nek način te besede, je pa seveda zgodba povsem drugačna. Zanima me, gospa Vidmar, katere so tiste mogoče najzahtevnejše, gospa Ljubica Marjanović je rekla, da jih naučimo sočutja na nek način, Kateri so tisti najtrši orehi, ko gre za ubesedanje čustev? Ker otroci čustvujejo, to jih ni treba učiti. Treba jih je pa naučiti, razen seveda, če imamo kakšne travmati, to je drugo, ampak se mi zdi, da otrok pride s tem orodjem na svet, ampak ubesediti to, da pravzaprav ve, kaj se mu dogaja. Kje je tu Se navežem najprej na tole jezikovno uganko, oziroma lahko temu rečemo tudi anagrami. V knjigi je kar nekaj teh anagram oziroma črkovnic uporabljenih. To so besede, ki so sicer iz istih črk kot prava beseda, vendar so zapisane, da jih beremo z druge strani. In to je otrokom kar izziv. Beseda kisik je pa palindrom, rečemo strokovno, torej da jo enako beremo iz ene in z druge strani. Zdaj pa, da se navežem še, kako ubesediti čustva. Prvo kot prvo je branje, preko branja enostavnih zgodb. Samo poimenovanje čustev. Sama veliko uporabljam razne slikovno gradivo posameznih čustev. Otroka postavimo pred ogledalo, on v bistvu ponovi izraz, kako se ob tem počuti, kako se namršči in ob tem tudi
posamezno čustvo poimenujemo, potem skupaj razpredamo, v kakšnih situacijah različnih, ki jih je že srečal, ki jih je videl v knjigah, mogoče tudi v risankah, če ne berejo toliko doma, je takšen izraz oziroma to čustvo že srečal, kako se on odzove, kako se morda odzove sošolec, pa mu je to všeč, kako se odzove sošolec, pa mu to ni všeč, morda tudi tukaj gre za kakšno verbalno, se lahko navežemo na verbalno in fizično nasilje, ki je zadnje čase tudi kar pogosto, tako zelo z mojimi otroki, z govorno-jezikovnimi motnjami, s posebnimi potrebami, res zelo na konkreten način. Kot sem prej že omenila, tudi veliko se poslužujem dela z lutkami, včasih je otrokom veliko lažje komunicirati najprej morda z lutko, z nekom, da mu pove svoje težave, predvsem mlajši, starejšimi pa potem razne igre vlog, ker vseeno imajo potem že širši besedni zaklad in potem nekako lažje tudi ubesedijo. Ampak najprej pa res slikovno ubesediti, čim več se pogovarjati, tudi staršem predlagamo, da se z otroki pogovarjajo o raznih situacijah, jim opisujejo jih na določene težke situacije, ne vem, sam vstop v šolo, prihod sorojenca, obisk zdravnika pripravijo, in se predtem pogovorijo, da zadev ne olepšujejo preveč, da povejo tako, kot bo, ne vem, gremo na odvzem krvi, ja, te bo zabolelo, ampak potem bo medicinska sestra odstranila injekcijo in bo okej, da res obesedimo in da ne povemo, da bo tam vse v rožicah, ampak tako nekako realno, Doktorica Marjanović-Umek, pogosto starši želimo, da, posebej, ko grejo otroci tja v najstniška leta, da bi delili z nami, da bi se pogovarjali z nami, ali pa prej mlajši, ko pa starši pravzaprav včasih nas prestraši, kaj vse imajo povedati, oziroma sploh tisti otroci, ki že znajo ubesedati. Ker zakaj? Ker mi bi jih, kot včasih rečemo, šparali, mi bi jih radi varovali pred določenimi temami, kot je konec koncev tudi nesporazum, konflikt. Na nek način jih ves čas varujemo pred konflikti, ki so lahko pa v resnici zlata odskočna deska za boljšo komunikacijo, ko se razreši. Kako, na kakšen način naj starš najprej komunicira s sabo, da bo znal na nek način, ker otroci nas ves čas gledajo, da bo pravzaprav tudi nebesedno sporočal tisto, kar želi sporočiti. Verjetno tu je zelo pomemben tudi zgled. Ja, z eno besedo rečeno, starši ne bodo zelo odkriti v komunikaciji. Torej, to se mi zdi ena ključnih zadev. Sami pravite, komunikacija je verbalna, je neverbalna. Komuniciramo pravzaprav ves čas, torej z telesom, z posameznimi kretnjami, z mimiko in seveda z jezikom. In to se dogaja ves čas, recimo bom rekla, budnega, tistega dela dneva, ko je otrok buden. Pravzaprav smo skozi na nek način na ogled otroku, bodisi takrat, ko poskušamo načrtno komunicirati z njim, ali pa takrat, ko mislimo, da nas sploh ne posluša, da ga ne zanima, o čem govorimo, da ne posluša vsebin, zato ker so prezahtevne, ki se ga ne dotaknejo in podobno. Zato se mi zdi ta odkritost zelo pomembna in iskanje v vsakodnevnem življenju, v rutini, ki jo živimo, in to velik del dneva, pravzaprav vsebine, iskanje vsebin znotraj te rutine, ki otroka na različnih ravneh se dotikajo, in na čustveni ravni, in na socialni ravni, ne nazadnje na moralni ravni, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je sprejemljivo. In če bomo tukaj pravzaprav dovolili biti najprej mi iskreni, lahko pričakujemo, da bo tudi otrok že zgodaj odprl, kot pravimo, vsebine, ki ga tišijo, vsebine, ki jih mogoče niti ne zna dobro artikulirati, vsebine, ki ga ponočijo, nekateri otroci rečejo kot more, preganjajo, zato ne more niti spati.
ker jih ni nobenemu povedal. Povedal jih pa ni nobenemu zato, ker pravzaprav čisto na čustveni ravni ni začutil, da ga bo nekdo drug razumel. V predšolskem obdobju sila pomembna. Tukaj ne moramo pričakovati, da bodo pri teh vsebinah, ki jim rečemo tudi tabu teme, da bodo pri njih vstopali drugi otroci in se odprli otroku, ki ima težave, zato da bo lahko o tem spregovoril, ampak moramo odrasli prepoznati, da je neka stiska, da bi otrok rad povedal, moramo mu pomagati. Mislim, da je bilo že prej lepo povedano, da imamo različna pomagala, kako otroku naredimo pot, da stopi v svet sporazumevanja. Naprimer, lutke ali pa recimo ta simbolna oziroma domišljijska igra je nekaj, kar je idealno za to, da lahko predeljujemo določene občutljive teme v času teh dejavnosti, zato da jih bo otrok takrat, ko se pa te vsebine zares nanašajo na njegovo življenje, na to, da je v neki čustveni krizi, da je v nekem socialnem konfliktu, upal o teh temah spregovoriti. Če jih prej nikoli ne bo odigral v igri, jih ne bo nikoli slišal v besedilo, zato je knjiga tako zelo pomembna, potem bo pravzaprav prepričan, da je to nekaj, kar je samo njegovo, kar nobenega ne zanima, kar drugi ne doživljajo, kar ni smiselno razlagati, kar ne znajo rešiti. Torej, te predhodni načini, poleg risbe, poleg knjige, lutke, tudi risba, naprimer, en tak način, kako te teme odpira in kako pravzaprav bo takrat, ko bo o teh temah spregovoril, ustvaril situacijo, ko nas ne bi smela presenetiti, ko bo pravzaprav odrasla oseba rabila samo en stavek ali počasi celo pol stavka, da ne le pove ali pa da se vsest pa mi razloži, ta otrok zares odprl sebe, kot rečemo, svoja čustva, svoje dileme, svoje socialne konflikte, ki jih je tako zelo veliko v teh vrstniških skupinah, v najstniških letih, in se o njih pogovoril in potem jih ne bo več, oziroma jih bo doživljal drugače, bo najdel velikokrat, saj meni se zdi, da je fajn, da najde odrasla oseba včasih tudi povezavo z kakšno prebrano knjigo, seveda, če berete, če smo brali otroku, če zdaj otrok samostojno bere, povezavo z knjigo, kako so tisti junaki reševali tu zadevne konflikte. Vse, kar najdemo, je bolje, kot da ustvarimo situacijo, da otrok o tem molči in da smo bolj ali manj mi tiho in mislimo, da zato tega ni in da je seveda tiho, ko nas posnema tudi otrok. Gospa Vidmar, katere vrste čustev otroci najtežje ubesedajo ali pa situacije povezane s temi čustvi? Ja, zagotovo negativno, Pri negativnih je potem so tudi neustrezni vzorci, neustrezna vedenja, privede do tega. Tako da na žalost trenutno sem zaposlena v šolstvu, se večinoma ukvarjamo z negativnimi čustvi, ker pozitivna čustva je vesel, super, fino, pri negativnih pa potem ne znajo ubesediti, pa potem kdaj udari, užali, tako da so tista negativna čustva zagotovo težja za otroke, tako za mlajše kot za starejše. Tudi nam je težje povedati, da nam je hudo, kot takrat, kadar smo veseli, Ja, čeprav neverbalno povemo vse pravzaprav, Neverbalno, ja. Ali okolica prepozna ali ne, je pa drugo vprašanje. Ste želeli nekaj dodati? Ja, hotela sem samo mogoče dodati še to, da se mi zdi za strani odraslih oseb zelo pomembno, da one rabijo, s katerim opisujejo čustva, misli, načrte, ideje in podobno, ker na ta način pravzaprav v vsakodnevnih situacijah otroka učijo, kako opisovati čustvena stanja. Otrok se jih velikokrat ne loti, posredovati v svojem opisu drugemu, zato ker preprosto ne najde besed, za katerimi bi to opisal. Mi pa vemo, da se uči tudi tega metajezika na ta način, da ga rabimo mi v vsakodnevni situaciji in da mu veliko beremo, ker je v besedilih običajno veliko metajezika. In se mi zdi, da je
potrebno otroku pomagati, ne, te zagate reševati, ne, kako zdaj povedati, ne to, da mi tečejo solze, ampak da sem žalosten, ne, ali pa kako povedati, da sem jezen in kaj je motiv moje jeze, ne pa to, da bom udaril nekoga, ne. Torej, to so navidezno zelo mehne nianse, so pa ključne za to, ne, da se otrok odpre in da o tem govori. Gospa Vidmar, se kdaj zgodi, da otroci ne morejo govoriti o radosti, o veselju? Tudi, no, ampak redko. So tudi seveda otroci, ki so bolj introvertirani, a ne, ki nimajo take želje po komunikaciji, a ne, tistim je tudi so, ja, taki seveda. In tako da tiste je treba potem pa na drugačen način, a ne, spet, tako kot je rekla gospa Ljubica, vse ubesedimo, opišemo, tudi mi povemo otroku, a ne, kako si danes, jaz se danes počutim dobro, sem vesela, ker, ne vem, sije sonce, a ne, da tudi mi damo nek zgled otroku, a ne. Vprašanje za obe, na pol zares, na pol pa o hecu. Velikokrat slišim od staršev, mam, očetov, da ogromno govorijo. Pride neka faza, ne, v odraščanju, ko otroci zelo veliko pravzaprav govorijo. No, mi smo zdaj v tej fazi, recimo 10-letnika, ampak pri nas ta faza traja že par let. Mogoče imamo kaj s tem, da imamo tako, ampak kakorkoli. Jaz se že sama sebe ujamem, da bi ga rada prekinila, ker imam dovolj. In se potem sprašujem, ali je to prav. Seveda se potem to v šoli včasih je problem, ne, ker tam ne zna nehati, ampak to je že druga zgodba. Kaj to pomeni psihološko, ne vem, verbalno, kakorkoli, za njegov razvoj, če ga mi recimo prekinjamo, če mu ves čas dopovedujemo, ali pa prevečkrat dopovedujemo preveč besed, spet filozofiramo, ne, in tako naprej, te pač pogovorne besede. Kaj menite o tem, no? Ker to vem, da se dogaja in včasih smo starši nestrpni in jaz vsakič vprašam, a delam škodo? Ja, se dogaja in jaz mislim, da je vsak starš, ki to opazi pri svojem otroku, lahko vesel, da se to dogaja, lahko je ponosen, ne, ker ima tudi sam, verjetno en pomemben delež v vzgoji, ki je otroka pripeljala, oziroma tej širši edukaciji, ki se v vsakdanjem življenju dogaja do tega, da je razvil svoj govor maksimalno, da ima bogato besedišče, da zmore pravzaprav rabiti govor v zelo različnih funkcijah, da lahko opisuje različne zadeve, da pravzaprav lahko svoje misli, druge misli v besedi, da lahko posreduje informacije in skratka, da razlikuje, ne, te funkcije govora in zato je beseda filozofiranje na nek način žaljiva, ne, za otroka, ne, da filozofira, ker v resnici je verjetno premišljeno, dosti premišljeno rabi govor. Ja, jaz včasih rekli, ne, da je pa treba stvari mogoče raje 3-krat razmisliti, kot povedati, ali pa je tudi sam vase, pa ne ves čas govoriti, vendar sem prepričana, da je to, da ima otrok odprta, ne, vrata, da govori vedno, kadar on presodi, da govori mnogo, mnogo bolje, kot da bi mi strukturirala, ne, neke časovne enote, kdaj ne on govori in potem pričakovali, da nam bo takrat, ko pa mi želimo, da nam kaj pripoveduje, da nas informira, o čem pa govoril. Veste, otroci zelo hitro razumejo sporočilo, ne, včasih že z pogledom, ne, če pa še uporabimo verbalne izraze zraven in mu rečemo, da naj bo tudi kaj tiho, ne, pa da preveč govori, se bo pač odločil, da ne bo govoril. In glede na to, da se govor razvija ves čas, ne, sicer v različnih funkcijah in vedno bolj v podporo mišljenja in te abstrakcije, ampak je orodje naše misli, ne, je mnogo, mnogo bolje, da ga pustimo, da govori, kot pa da ga ustavimo. Tisti otroci, ki so zelo občutljivi in ki tega ne pričakujejo, bodo res lahko doživeli zelo neugodno, lahko rečem že kar neko travmo o tem, ne, da preveč govorijo in se bodo vedli ekstremno drugače, kar pa meni ni všeč. No, jaz imam pa večinoma
otroke, učence, ki so pa v drugi smeri, ki pa premalo govorijo in jih potem je potrebno spodbujati. Nekateri pa, ker imajo govorno-jezikovne motnje v razredu, niso slišani, se ne želijo izpostavljati in potem pri teh individualnih urah, kako rečemo, dajo vse ven, in jim jaz to takrat kar pustim, da pripovedujejo, opisujejo. Saj nekako se da vse speljati tudi na logopedsko področje, da potem preko pogovora sledimo recimo določenim ciljem. No, tudi prašiček in krava sta zelo klepetava lika v tej knjigi. In ko srečata Abirja, to se pravi te oči pod ledom, uganjujeta pravzaprav, kakšno igro se gre. In ga vpraša, prašiček napiše s kopitkom, kaj počneš? In on zapiše, miprt. To se pojavi na drugi strani. Miprt, je počasi ponovila krava. Mislim, da je to neka igra s kartami, gotovo jo zelo rad igra. Vprašaj ga, kaj počne, kadar je ne igra. Kaj še počneš, je napisal prašiček. Marimu. Marimu, marimu, je ponovila krava. Ne, te igre ne poznam. Vprašaj ga, kaj hoče. Morda nekaj hoče. Kaj hočeš, je napisal prašiček. Kisik, se je pri priči pojavilo na drugi strani. Kisik, je napisal prašiček. Kisik, 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 kisik. Se je pojavilo veliko napisov in postalo je jasno, da si Abir bolj kot vse na svetu želi kisik. Toda kako naj mu dava kisik? Kisik je vendar tukaj, on pa tam in led je debel. Žal, se je strinjal prašiček, prijatelja sta sedla na led in se zamislila. No, in tu pridemo zdaj, še do ene zelo pomembne teme je, to se pravi, nekaj je, da želimo pomagati, da otroke naučimo začutiti potrebo nekoga drugega po pomoči, da se sporazumemo v tem, potem pa, da otrok to tudi naredi. Pogosto ostane, vse vemo, tudi socialni poskusi zadnjih let, ko je odrasli, ko se nekomu nekaj zgodi, pa ljudje ne odreagiramo. Vsi bi, pa ne. In pogosto je to seveda povezano tudi s tem, da je tu nek strah. Mogoče tudi strah povedati, da je nekomu se nekaj zgodilo. Skratka, kako otroke spodbuditi, opolnomočiti, da bodo znali kot prvo prositi za pomoč sami in prepoznati, da nekdo potrebuje pomoč in seveda, ali bodo to naredili ali ne, je seveda verjetno že druga zgodba, ampak najprej, kako da sploh začnejo obesediti ali pa prepoznati, da oni morda potrebujejo pomoč. Se mi zdi, da včasih otroci mislijo, da morajo to kar sami zrihtati, sami urediti neke stvari. Šele v stiku z drugim morda vidijo, kot ste rekli, se ima podobno doživlja. Kako jih opolnomočiti, da govorijo o tem, da nečesa ne zmorejo, da jih je nečesa strah, da potrebujejo pomoč in da jo prepoznajo tudi pri drugih to potrebo. Mogoče kar doktorica. Ja, pravzaprav to, da otroci pokažejo, da rabijo neko pomoč, je del njihovega socialnega razvoja. Oni pravzaprav morajo razviti to zmožnost, o kateri sem že prej govorila, da verjamejo, da bo nekdo drug njih razumel, kljub temu, da pač ne mislijo o trenutno isti stvari, da se jim ni isto zgodilo, da sem samo jaz, na primer, žalostna. In zdaj moram jaz pravzaprav razviti neko zaupanje do tega, da če jaz to nekomu povem, da bo ta drugi otrok, pravim, pri mlajših otrocih so to odrasle osebe, kasneje, po 4., 5. letu, vedno bolj vrstniki, da bo razumel mojo žalost, kljub temu, da on ni žalosten. In to se pravzaprav dogaja na ta način, da otroci živijo v socialnih oziroma vrstniških skupinah. Torej, če njim nikoli ni potrebno iskati pomoč, ker jo, na primer, mi kot odrasle osebe, ki živimo z otrokom 24 ur, starši govorim, takoj prepoznamo. Mi po načinu, kako otrok gleda, prepoznamo, ali je vesel, ali je žalosten, kakšne kretnje dela, ali je utrujen, ali karkoli, in že
stečemo, ne, in mu pravzaprav probamo, ne, zlasti ta negativni pol čustev na nek način odmakniti, ne, ga probamo zabavati, mu razložiti, da ni nič on kriv, da so drugi in podobno. Skratka, uvedemo neko podporno ravnanje, ki naj bi otroka že spet nazaj spravilo v ravnotežje, on pa je bil izven ravnotežja. Kolikor bomo odrasli se zavedali, da se na ta način otrok ne bo socialno okrepil, ne, v smislu svojih socialnih veščin, ampak da bo socialne veščine razvil, če jih bo živel v socialni skupini, te socialne odnose, potem bo otrok hitro prišel do tega, da bo ugotovil, da lahko tudi drugega prosi. On bo ugotovil namreč kaj, da se eni otroci zelo odzivajo, drugi manj. On bo začel oblikovati prva prijateljstva, ne, ker je bolj močna socialna vez in se bo vedno bolj usmerjal v to, da je prijatelju pa lahko povem, a ne, se v tej knjigi zelo lepo govorijo, ne, krava je prijateljica, grem prijateljico iskat, ne, za drsanje, midva sva prijatelja, ni znala drsati, je pomagal, ne, kako naj drsa, in potem sta tudi to ribo sprejela, ne, z prijateljstvom, ne, in to je pravzaprav tisti del socialnega razvoja, ki gre korak naprej od samo teh interakcij, od teh včasih zelo površnih socialnih odnosov, ki pa se razvija, če otroka pustimo, da živi on v socialni skupini. V tem primeru se bo odprl in ne bo problema. In praviloma otroci, ki se odprejo, so tudi zelo občutljivi za čustvena stanja drugih. Jaz osebno mislim, da je pomembno, da se otroke v tem procesu socializacije uči tudi to, ne, da ni dovolj, da razumem, da je nekomu hudo, da razumem, da nekdo nečesa nima, ampak da probam glede na svoje zmožnosti tudi najti načine, kako mu pomagati. Torej to, da vem, ne, da bi moral vstati v avtobusu, ko pride starejši človek v avtobus, pa žal ni dovolj, ne, vstati mora. Ne, zato, ker samo na ta način se bo ta oseba tudi lahko usedla. In to je pač del teh socialnih interakcij oziroma teh socialnih konfliktov, ki sem prej rekla, da jih je nenazadnje neka socialna skupina, bodisi formalna, neformalna, polna, in jih moramo pustiti, da jih otroci razrešujejo, seveda vse do tiste točke, ko bi karkoli tukaj postalo lahko nevarno oziroma mejilo že na nasilje v pravem pomenu besede. Ima prvo triado pravzaprav zdaj, ne? S prvo triado se predvsem ukvarjate, to pomeni prvi 3 razredi, kjer že zelo, zelo pomembni postajajo vrstniki. Zdaj posebej, če ima otrok neko posebnost, ne bom rekla drugačnost, ali pa drugačnost, nekaj, v čemer je, tako kot je vsak otrok edinstven, prej ste rekli, ne, recimo v jezikovnih težavah, se pogosto zgodi, da se ne želijo izpostavljati, ker so tudi zasmehovani, skratka, gre za neko osnovno otrokovo samopodobo. Moje vprašanje je, na kakšen način otroci izražajo, recimo pri vas, tisti, ki drugače ne govorijo, potem pa pridejo k vam, pa pravite, da jim kar pustite, da spregovorijo, na kakšen način pa izražajo to stisko neprepoznavanja njih kot osebe od sošolcev, ne? Ker sošolci imajo neko predstavo o njem, tako kot imamo mi vsi, se vsi sodimo, ne da bi želeli. Pa tudi, če se zavedamo, že vemo, ne? Po raziskavah 8 sekund potrebujemo, da imamo vejo o tem, ne? Ker dostikrat se mi zdi, da otroci čutijo sebe popolnoma drugače, kot jih vidi okolica, sošolci, njemu pomembni sošolci, recimo, ali njemu. Ja, že samo to, da povajo, kaj se določen otrok igra, ne vem, a veš, logopedinja, danes so se pa sošolci igrali enko, ne, potem pa midva razpredava, ja, pa so te povabili zraven, a si prisedel, si jih pozdravil, veš, kako jim je ime, a ne, da v bistvu razdelamo vsako situacijo posebej, a ne, ampak večinoma ne povejo direktno, ampak na takšen način preko
igre. Zelo pomembno je, da se tudi z ostalimi sošolci pogovoriva, mogoče preberemo kakšno slikanico na to temo, včasih se vključimo v kakšno skupino, da otrokom povemo, da smo vsi različni, da smo drugačni, da nekatere stvari lažje naredimo, drugi so na primer pa potem boljši v športu, da ima vsak močna in šibka področja. Je pa tudi pomembno potem, da so ti otroci, sploh z govorno-jezikovnimi težavami, slišani, ker če na primer otrok, ne vem, že samemu učitelju na nek neroden način hoče dopovedati neko stvar, pa če potem enkrat, dvakrat, trikrat ni slišan, ti otroci hitreje obupajo, ker načeloma so otroci pri komunikaciji bolj vztrajni kot odrasli, dlje časa želijo vzpostaviti stik z nami, so bolj vztrajni, medtem ko otroci, ki pri tem niso uspešni oziroma so bolj nerodni, hitreje obupajo in se zaprejo vase. Imam pa tudi take primere, ki sicer so v skupini zelo pasivni, se ne vključujejo, pri meni pa zaživijo, ker jim je nekako lažja komunikacija z odraslim kot sovrstniki. Ker ga bolj razumemo, ker se z nami na drugačen način pogovarja in v bistvu ta komunikacija pomeni več. Tako da ampak jaz res poskušam vse preko slikanic, preko pravljic, preko razlage čustev nekako uravnovesiti in speljati situacije. Je pa odvisno seveda od vsakega posameznika. Trenutno imam enega tujca, zelo slabo pozna jezik, ampak on ima toliko močno neverbalno komunikacijo, njemu ni težava s sošolci komunicirati, on se vse zmeni. Tako da odvisno je tudi od samega karakterja otroka oziroma osebe. V vsakem primeru pa varno okolje, na nek način ves čas vzpostavljati varno okolje. Da ni narobe, kar pove, da je vse okej, da ne bo zaradi nečesa, ki bo on povedal svoje čustva, kako se je počutil, da ne bo okregan, ampak da bomo skupaj nekako našli neko skupno tako ali drugačno pot. Mogoče zdaj preden damo priložnost še vsem, ki so z nami za kakšno vprašanje, morda še to včasih pozabljamo, da ločimo, ko nekoga, bom rekla, ne grajamo, ampak opozarjamo na nekaj, da ne ločimo dejanja od tega, kaj on je. Pogosto rečemo, ja, kako pa si grd, čeprav mislimo, da je ta zadeva, ki jo je naredil, ni bila lepa ali pa ni bila prava. Nasploh, kaj menite o tem, o uporabljanju besed, da je nekaj nekdo grdo naredil, ali je boljše, da nekaj ni naredil pravilno ali kakorkoli. Kako zelo pomembna je izbira teh besed, ker to se otroka vtisne. Saj sami vemo, da zdaj, ko pravzaprav se pojavljajo besede, ki nam niso ljube, pa niti ne vemo zakaj, ker smo jih nekje pravzaprav posvojili ali pa so se zasidrale v našem osebnem intimnem razvoju. Kako zelo pomembno je, kaj pravzaprav mi v otroke na nek način dajemo, ker nas slišijo, ker nas srkajo. Kako zelo pomembno je ta izbira besed, da so besede mehke, da imajo pozitivno konotacijo in da ob tem ne sedimo cvetk, torej da stvarem vendarle rečemo Bob in tako kot je, da ne ukrašujem, da ne se vem, kaj mislim. Jaz bi rekla, da nobenega dvoma o tem ni, da lahko pri otroku grajamo izključno njegova ravnanja oziroma dejanja in nikoli njega kot osebe oziroma kot človeka. Torej, vedno se je potrebno odzvati samo na tisto, kar ni pravilno naredil, ni naredil v skladu z pričakovanji, ni naredil v skladu z dogovorom, zato ker tega ni naredil, on ni slab človek, ampak ni naredil tega tako, kot smo se zmenili. In to se mi zdi, da je pravzaprav ključno že od
najzgodnejših razvojnih obdobjih, že v obdobju malčka, pušča to grajanje malčka kot osebe in ne njegovih ravnanj, dejanj, neke sledi, ki se potem skozi razvojna obdobja vedno bolj seveda sidrajo v njegovo osebnost in so kasneje lahko tudi izidi zelo neugodni. Drugo je pa potem še ta raba teh splošnih besed, pa je čisto vseeno, ali gremo na raven grajanja ali na raven pohvale, torej bi rekli grdo ali lepo, ampak to samo po sebi nič ne pomeni. Mi se moramo odzvati glede na to, kaj smo se dogovorili, kaj so bili pričakovanja, kaj so neki kriteriji. Lahko bi narisal tukaj le še tole, ker si obljubil, ali pa so se zmenili, ali pa je bilo navodilo, da boš narisal to in to in to. Ne pa zato, ker tega ni narisal, je tvoja risba slaba, je tvoja risba grda, to ni nič, zakaj pa ne narediš tako, kot se zmenimo, ampak zelo, zelo konkretno, kar pomeni, da je potrebno v življenju teh dnevnih komunikacij z otroki kar večkrat popaziti na to, da postavljamo neko jasne kriterije in da se potem skozi doseganje, nedoseganje teh kriterijev odzovemo zgolj na to in ne na občo presojo o tem, da so ljudje dobri, slabi, lepi, grdi in podobno. Jaz bi tukaj mogoče res samo omenila besedo pridna pa priden. To res meni se zdi, da se vsakodnevno uporablja, in jaz se poskušam tem besedam izogniti. Tako kot je rekla gospa Ljubica, res konkretno glede na situacijo. Kako zelo pomembno je, da se otroku znamo opravičiti kot odrasla oseba. Ker smo mi zgled in če se mi znamo opravičiti, se bo potem znal tudi otrok opravičiti. Ja, nobenega dvoma ni, opravičilo je na mestu tako pri odrasli osebi, če ga ni, potem ga od otroka ne moremo pričakovati. In v nobenem primeru to ne pomeni, da nas otrok kaj manj resno jemlje. Absolutno ne. Morda še obratno. No, zdaj pa morda kakšno vprašanje, kakšno mnenje, kakšno doživetje od naših, bom rekla, spremljevalcev oziroma tisti, ki ste z nami, kar na dan z besedo, če je kdo morda. Medtem, ko razmišljate, bom jaz prebrala zaključek z naslovom Bir, o kateri govorimo danes, in sicer: je postajal vse blažji in tišji, dokler ni popolnoma utihnil. Očitno se je nadihal, je ugotovil prašiček in se utrujen sesedel na led. Ali je dovolj, je napisal. Alav se je pojavilo spodaj. Oči so še nekajkrat pomežiknile, nato pa izginile. Skozi največjo luknjo je butnil vodni curek in po ledu se je zakotalil prečudovit zlat prstan. Alav, je zamišljen ponovil prašiček. Saj to je skoraj tako kot hvala po naše. Aha, podobno, se je strinjala krava. Tudi zlat prstan nama je podaril, se je razveselil prašiček, ga pobral in nadel Adeli na rok. Alav, se je zahvalila Adela in se priklonila. Greva k meni na čaj in ledene sveče? Aj, je odvrnil prašiček. Seveda, pojdiva. Tukaj mogoče še omenimo prevod prevajalca Klemna Piska, ki je izjemno besedo našel, ki se bere z obeh strani enako, kisik. Se mi zdi, da pravzaprav v tem, kar se danes pogovarjamo, vse to je nek komunikacija, pogovor, pogled, razumevanje, sočutje, vse to je neke vrste čustven kisik za vse nas, ne samo za otroke, pač pa za slehernega med nami. In me zanima, če smo prej rekli, kako pomembno je se opravičiti. Kaj pa prosim in hvala? Moram priznati, da sem z ogromno otroki v stiku, ki teh dveh besed, kot da jih ni. Veliko je ta, hvala še gre, hvala je pogostejši, prosim. Kako zelo pomembno je, da to že pri majhnem mi počnemo, ne da ga to učimo, pač pa da samo mi to počnemo, da mi se vsakič otroku zahvalimo. Se mi zdi, da nismo bili vzgajani, da celo nekateri so bili vzgajani, zdaj se po otroku zahvaljeval, če sem zelo banalna. Zdaj bom pa otroka prosil in potem zahtevamo, da on to zna pri 3-4 letih, ko mu nekaj, damo karkoli. Kaj mislite o tem?
Ja, sporazumevanje, pridemo nazaj na začetek. Sporazumevanje je pravzaprav del socialnega življenja, je del vsakodnevne rutine in otrok se nauči ključnih besed za vzpostavljanje teh socialnih odnosov v vsakodnevnem življenju, ko pravzaprav posluša odrasle osebe, ko posluša starejše otroke, in to so za njega modeli. Model za njega ni, ne vem, risanka na televiziji ali pa prebrana knjiga, ker to je količinsko mnogo manjši del časa izpolnjen z temi dejavnosti, kot pa z rutino, ki jo živimo. In to, da bi odrasle osebe zmogle v vsakodnevnem življenju le v ta svoj razširjeni jezikovni kod vključiti tudi besede, ki pomenijo, prej sem omenila metajezika, zdaj dodajate zraven te zelo pomembne besede, ki kažejo na socialni odnos, hvala in pa prosim, pomeni, da bodo te otroci si pa veliko poznam, ki rečejo tudi to, ne samo hvala, ampak tudi prosim, in kjer je pravzaprav ta medsebojna komunikacija na ravni rabe teh dveh besed nekaj, kar pomeni živeti življenje v našem okolju. Če nekdo nekaj naredi, pa zahvalim, če nekaj rabim, prosim. Je pa res, da mlajši, ko je otrok, v teh res zgodnih letih, 2-3 letih, še pri malčku, je pa fino, da odrasla oseba kdaj reče, potem, ko si otrok pokaže ali pa reče, da hoče to beseda prosim uporabi, ne na ta način, da to naredimo enkrat ali takrat, ko smo slabe volje, pa ko se nam glih ne ljubi dati, ampak da je to način življenja. Medtem ko kasneje, pri 4-5-letniku in starejšim otrokom, je pa pravzaprav to neko preslikavanje tega, kar se dogaja v njegovem najožjem družinskem okolju. Zdaj bom pa za konec poprašala še eno zadevo, za katero mislim tudi, da kar nekaj mam ali pa staršev se včasih malo pogoltnejo. Otroci zelo radi govorijo tiste prepovedane besede, da ne bom rekla, da preklinjajo. Vsaj okrog mene je kar nekaj otrok, ki pravzaprav na tak način malce preizkušajo tudi meje, kar je seveda tipično za otroke, da mogoče porivajo kakšno mejo, kdaj kam. No, ampak kako pa s tem, recimo, na kakšen način voditi otroka skozi to fascinacijo, posebej, ko začnejo spoznavati recimo intimne organe in tako naprej, telesne, kako to urejati, Se mi zdi, da deklice so tu malo manj, pa ne želim nič pravzaprav razlikovati, ampak kako to usmerjati, da vendarle ostanejo spoštljivi, pa da jih seveda spet popolnoma odsekamo, da teh besed niti ne smejo uporabljati, ampak da jih uporabljajo na spoštljiv način. Ker pogosto je pa to res samo med njimi. Teh besed morda ne slišijo doma, slišijo jih med vrstniki ali pa sicer ti vrstniki se jih morali nekje slišati. Danes so to tudi filmi in tako naprej. Kaj menite o tem, kako voditi to, da se otrok zaveda, da je mogoče pa rekel besedo, ki ni najbolj ali pa najlepše, niti spoštljiva, niti najlepše sprejeta, bom rekla. Čeprav se vrstnik pa smeji, pa se mu zdi frajer. Kako s tem mogoče? Že sami moramo imeti nek spoštljiv odnos, tako kot ste rekla, do intimnih delov telesa, da se tudi o teh temah, da niso to tabu teme, da se o tem z otrokom lepo pogovorimo na nek spoštljiv, lep način, z lepimi besedami. Zdaj nekega posebnega poudarka in groženj, mislim, da tega ne smejo, da grdih besed ne smejo govoriti, jaz zdaj otrokom ne dajem, ker se mi zdi, da potem na takšen način jih lahko še bolj spodbudimo k temu, da to še bolj uporabljajo, ker nas hočejo ziritirati ali kakorkoli, ker hočejo to našo toleranco, to našo mejo nekako pogledati, kje pa so zdaj te meje. Tako da se pogovarjamo na spoštljiv način, ko smo že večkrat omenili, mi smo jim zgled, in mislim, da je to kar dovoljno. Doktorica Marjanović Umek, zgled so jim tudi vrstniki, v tem primeru, kaj pa potem?
vrstniki imajo ogromno možnosti, da se seveda ne samo med sabo pogovarjajo, ampak da se tudi naučijo novih spretnosti socialnih in tudi novega načina govora. Si govorimo celo o vrstniškem slengu, ki vključuje marsikatere druge izraze, ki jih poznamo naprimer v govoru, ki jih ne poznamo v govoru oziroma komunikaciji za odraslo osebo. Ne vem, meni se zdi pač bolj pomembno zopet nek način družina kot pa neka inštitucija, ki bi lahko to regulirala. Se mi pa zdi ta, bom rekla, sprejemljive ali pa neka kombinacija obeh poti, da se, kot je bilo že rečeno, ne ustavljamo preveč pri tem in ne podkrepimo vsakokrat, ko slišimo kakšno neustrezno besedo za tem, to pa ne oziroma bodo prevedli, ker si ti rekel, da ne smeš, da ne smem, da torej nekoliko zignoriramo, da preslišimo. V določenih primerih se mi pa zdi, če je tega preveč ali pa če je res prepogosto, pa postaja jezik vedno bolj usmerjen samo v iskanje bolj ali manj neustreznega načina izražanja, da se je pa treba pogovoriti z otrokom in to takrat, ko o tem govori, ne zopet na splošni ravni, da grdo govori in da to ni v redu in podobno, ampak takrat, ko nekaj reče, ali bi zmogel ali zna to povedati tudi na kakšen drugačen način, ki bi bil bolj sprejemljiv, ki ne bi bil žaljiv, ki ne bi izpostavljal, ne vem, besede, ki so nezaželjene v nekem socialnem okolju. In pri nekaterih otrocih to pomaga, pri nekaterih otrocih so pa ti pogovori za najstniki precej neuspešni, zato ker najstniki sicer živijo malo svoje življenje in se upirajo odraslim, med drugim tudi za tem specifičnim načinom komuniciranja. Skratka, počasi bomo zaključile tale naš pogovor. Najlepše se zahvaljujem čisto vsem, ki so bili z nami. Zali Stanonik, da je uredila to čudovito knjigo, založbi Pivoc, da jo je izdala, seveda. Mislim, prav posebej se mi zdi, če zdaj naredim en zaključek, doktorica Marjanović Umek, rekli ste, otroci največ poberejo takrat, pravzaprav, ko mi živimo rutino. To je tako zelo pomembno, se mi zdi, ker ko si vzamemo čas, zdaj se bomo pa pogovarjali o določeni stvari, takrat že pazimo, kako to povemo, pa kako se tudi mi vedemo, ali kakorkoli, kako mi komuniciramo z vsemi deli telesa in pogledom in vsem. Ampak otroci nas opazujejo ves čas, torej začnimo pri sebi. Hvala lepa res obema. Erzar Vidmar, dovolimo, da naj govorijo, da jih ne zaustavljamo in da smo lahko samo srečni, ko otroci govorijo preveč. Starši, ko imamo dovolj, bodimo veseli, da imamo lahko dovolj tega, ker otroci govorijo preveč. Skratka, najlepše se vam zahvaljujem. In ta posnetek bo viden, bo objavljen na YouTubu. Knjigica je pa seveda, gospa Milena, založbe je dostopna po knjigarnah. Mogoče misel za konec, vsaka čisto mogoče še tak mini zaključek, da ne zaključim jaz. Ne vem, jaz sicer mislim, da lahko kar vi zaključite, ampak misel vsem sporočam. Jaz pravzaprav priporočam odraslim osebam, torej vzgojiteljicam, staršem predšolskih otrok in, ker me pri tej knjigi, ki je bilo izhodišče današnjega pogovora, zelo fascinira tudi šolskih otrok, torej zelo dolgo življenjsko dobo ima knjiga, da kadar se znajdejo na nekem razpotju teh socialnih odnosov, teh tem, kako, zakaj nismo prijatelji, zakaj ne razumemo drug drugega, kako to, da se ne znamo zmeniti, ne vzamejo v roke knjigo, jo preberejo otrokom ali pa naj se dogovorijo in pogovorijo z otrokom, da si naj jo prebere sam. Potem jih pa pustimo v njihovem svetu. Gospa Ema.
Ja, jaz bi pa mogoče dodala, je že gospa Ljubica lepo povedala, ampak da se zavedamo, da je komunikacija temelj, na katerem otrok potem usvaja jezik, da razvija potem na tem govor, da se usvajanje jezika začne že v prenatalnem obdobju, torej ko je otrok še pri nas v trebuhu, da se že takrat z njim pogovarjamo, mu predvajamo glasbo, mu beremo. In pa najpomembnejše, da se zavedamo, da komunikacija ni samo naš govor, ampak tako naši verbalni kot neverbalni odzivi, ki pa so velikokrat drugačni kot naš govor, ne? Tako da se zavedamo tudi naše telesne govorice. Tako. Torej, naša edinstvena bitja ves čas gledajo, poslušajo, vidijo in slišijo, zato bodimo to, kar smo. Najlepša hvala in bodimo v tem najboljši modeli, kot ste rekli, Ljubica. Za njih najlepša hvala. Verjamem, da kmalu ob kakšni novi čudoviti slikanici ali kakšni drugi knjigi ponovno. Do takrat pa vsem en res srčen pozdrav. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem vsem trem sogovornicam, vam, Karmen, za to res tako spontano in prijetno in vešče vodenje te okrogle mize, obema sogovornicama, tudi vašim, mislim, Karmen, in doktorica Marjanović Umek, pa še enkrat opravičilo za tisto v začetku. Ravno ta hip imamo v lektoriranju eno delo enega kliničnega psihologa in očitno me je to zaneslo tako sicer tja na to pot. Sicer je bilo pa resnično čudovito poslušati to okroglo mizo. Vesela sem, da se nas je zbralo toliko, da se nam je toliko ljudi pridružilo in prepričana sem, da bodo še mnogi ta posnetek z veseljem pogledali. Najlepša hvala vsem in nasvidenje.